ko sem prej govoril, kako so nacionalizirali mojega očeta. Vam povem zanimiv podatek, z zanimanjem povem to v kamero. Veste, kdo je prišel kot komisar takrat in se usedel na stol, je bil predsednik zadruge. Oče od Fišerja, generalnega tožilca. Res, da ni rečeno, da jabolko napade daleč od drevesa. V tem primeru res ni padlo. Ja. V kamero sem povedal, ker to je res. Ja, naj me prijavi. Naj me prijavi, imamo dokumente. Gremo naprej, ja. Ko sem rekel, da je nedorečen zakon o poslancih, trdno sem prepričan, ne gre za privilegije. Ma je treba zagotoviti poslancu nek način potem, ne, ali pa mu zagotoviti službo, kakorkoli. Skratka, mi imamo nedorečen zakon o poslancih. No in nekaj, kar tudi slabi našo občo politično sliko, je novi poslovnik Državnega zbora, ki je bil sprejet po tistem, ko sem jaz odšel, ko vi večkrat opažate, da je prazna dvorana. Včasih tega ni bilo, ker smo lahko razpravljali, ne glasovali, samo, ne, če je bil kvorum. To se pravi, če je bilo 46 poslancev, 45 plus 1. Ne? Zdaj pa vidiš prazno dvorano. Kako to deluje na ljudi? Porazno. Ker, glejte, televizija bi rekel, politika in vsak dogodek se predvsem gleda, manj posluša. Jaz večkrat pripovedujem en resničen dogodek, ena učiteljica starejša, ki hodi na isti hrib kot jaz namreč že 15 let lezem vsako jutro v en hrib, premagam 550 metrov višinske razlike, ne rabim ne doktorjev, ne tablet, zaradi mene bi propadla vsa farmacevtska industrija. No in ena učiteljica pride en dan gor, pravi, Ivo, si poslušal Pahorja? Sem rekel, ne, kaj je pa bilo? Tako lepo je govoril. Sem rekel, res, kaj je pa povedal? Pa misli, ne vem, je rekla. To je tisto, ampak Pahor ve. Pahor to ve, da nič ne pove, ampak pove lepo. Ja, tako je to. In ta Državni zbor, ki je brez kvoruma, ki zaseda, deluje na ljudi porazno. Mene veliko ljudi reče, ma kako to so? Včasih je bilo polno, ker ne vejo, da je ta razlika. Zdaj je pač to dovoljeno. Ne? Pa še nekaj iz tega izhaja. Glejte, kako naj nekdo, mene ste si zapomnili po tistem, ki je rekel gospod, da sem vedno repliciral in tako dalje, še najrajši Drnovšku. Ampak to lahko repliciraš, če si prisoten, ne? Tudi obrazložiš svoj glas, če si prisoten, če poznaš materijo. Zdaj pa imajo glasovanje konec tedna, ko se zberijo vsi. Ja, kako naj glasuje po svoji vesti? Se ne ve, zakaj je šlo. Kako naj če pa vedeti za 30, 40, 50, 100 amandmajev? Ne, glasuje po ukazu. Ampak, gledajte, to je protiustavno. 82. člen ustave govori, poslanci so predstavniki vsega ljudstva in niso vezani na kakršnakoli navodila. Jaz sem se vedno tega držal. Vi lahko pogledate, takrat sicer se ni snemal Državni zbor kot danes, ko so direktne seje, si moral biti toliko atraktiven, da so te povzeli v poročilih ali kakorkoli. Ne? Jaz bom rekel, zdaj se mi utrgla misel, sem hotel reči to, ja. Zdaj se načrtno krši ustava. Ne? Načrtno. Pa nihče se ob to ne spotakne. Še Matevž Krivic ne.
veliki strokovnjak, ne, vse. Ne, ker je nemogoče, ne, da bi ti ljudje vedeli, zakaj glasujejo. Zdaj glasujejo tako, kot imata zapisano vodja poslanske skupine ali kdorkoli je zadolžen, ampak to ne vodi nikamor, ker to ne sili v poslanca v razmislek. Še nekaj bom povedal v zvezi z zakone. Jaz sem od začetka se trudil, da bi prebral, ampak tista latovščina pravna nikakor mi ni šla z glave. Jaz trdim tudi, da so to nalašč pisali tako, da mi ne bi razumeli. Sem se pa vedno spustil v končne določbe. Veste, tiste, ki so nadrobno napisane, tam je bila pa vsa lumparija in tam sem jih pa držal velikokrat, ne, sem jih držal v šahu, ker so predvideli bypasse, obvode. Ne. Ta zakon velja, razen, ne, pa je bila možnost obvoza.